Pozdravljeni. Perimenopauza, beseda, ki jo ženske pogosto slišimo šele, ko smo že sredi nje. Obdobje, ko hormoni še niso povsem ugasnili, a telo že govori po svoje. Ko se spreminja razpoloženje, spanje, ko se pojavijo vročinski oblivi, utrujenost in občutek, da nas telo prehiteva. Danes se o tem pogovarjava z redno profesorico doktorico Bojano Pinter, višjo svetnico, specialistko ginekologije in porodništva z ginekološke klinike UKC Ljubljana. Zdravnico, ki že desetletja spremlja ženske skozi vse faze življenja in verjame, da lahko tudi to poglavje mine mirno, če vemo, kaj se v telesu dogaja. Pozdravljeni. Dober dan. Kaj je perimenopauza? Kaj pomeni? Perimenopauza je obdobje nekaj let pred menopauzo, ki je zadnja menstruacija v življenju ženske, in 1 leto po tej zadnji menstruaciji. To se pravi zajema to obdobje, ko začnejo jajčniki v delovanju popuščati, ko se zmanjša tvorba estrogena in tudi progesterona. Na trenutke je lahko tvorba estrogena tudi povečana, ker v tem času želi telo maksimalno uravnati te hormone, vendar jih zaradi slabšega delovanja jajčnikov ne more in je v bistvu stimulacija recimo strani možganov na jajčnike zelo velika in se lahko zgodi seveda, da je ta stimulacija tudi prekomerna, ne. In ta visok estrogen na eni strani in potem hiter padec in nizek estrogen čez nekaj dni povzroča ta hormonska nihanja, ki so značilna za to obdobje pred menopauzo, ki je zadnja menstruacija v življenju ženske. Zadnja menstruacija v življenju ženske je v povprečju v Evropi med 51 in 52 letom starosti, lahko jo pa določimo za nazaj, potem ko ženska 1 leto ni imela menstruacije. Zato je to 1 leto po menstruaciji še to obdobje, a ne, ko v bistvu opazujemo, a je bila to res zadnja menstruacija, ker če se pojavi ena menstruacija še čez 9 mesecev, potem moramo šteti zopet na novo, ne, smo še vedno v tej predmenopauzi in potem, ko 1 leto ženska nima več menstruacije, lahko rečemo, tista menstruacija pred 1 letom je bila zadnja menstruacija. Kakšni znaki so značilni za to obdobje? Ja, prvi najbolj tak očiten znak so spremembe menstruacijskega ciklusa. In sicer zaradi popuščanja jajčnikov in te stimulacije strani možganov, kot rečeno, se začne hitreje dozorevanje jajčnih foliklov. Tako da tudi ovulacija lahko nastopi prej in tudi lahko ženske prej zanosijo neželeno, recimo že takoj po menstruaciji, ko mislijo morda, da še niso v plodnih obdobjih, če ne uporabljajo zanesljive zaščite, in se potem tudi ta drugi del po ovulaciji, ta del ciklusa se lahko tudi skrajša, čeprav se v bistvu manj skrajša. Tako da skupaj je ta razmik med menstruacijami se skrajša za nekaj dni. Če je bil recimo pri 28, se zmanjša na 25, potem na 23, lahko se zgodi, da pride kakšna menstruacija tudi po 14 dneh, pa naslednja potem čez mesec ali pa 2, tako da to so taka normalna nihanja, ki načelno ne potrebujejo takojšnjega ukrepanja. Mi to samo opazujemo. Lahko pa se pojavijo močnejše menstruacije. Če močnejše menstruacije tudi zaradi tega presežka, ne, stimulacije jajčnikov povzroči veliko tvorbo estrogena in tudi zadebelitev maternične sluznice, in posledično tudi nezadostno tvorbo progesterona, pride lahko do močnih menstruacij. Zdaj, če se to zgodi samo občasno, a ne, ni razloga za skrb, če se pa to ponavlja, je pa absolutno priporočljivo obiskati ginekologa, da se ta zadeva reši. Namreč prevečkrat vidimo ženske v tem obdobju z močnimi menstruacijami, ki dobivajo tudi pripravke železa ali pa infuzije, a ne, zaradi močnih menstruacij, ki jih lahko zelo učinkovito zdravimo, ne. In tukaj je res treba pri močnih menstruacijah najprej pomisliti na obisk pri ginekologu. Če pa gre to za nenadno hudo krvavitev, je pa seveda utemeljena potem obisk ginekološke urgence. Kateri so še drugi znaki, ki opozorijo žensko, da je v perimenopauzi?
Ja, ti znaki, recimo te neredne krvavice se lahko začnejo pojavljati nekje 4 do 8 let pred pričakovano menstruacijo in temu se lahko pridružijo tudi motnje razpoloženja, kot je nihanje teh hormonov, ali pa vročinski oblivi, ki se lahko pojavijo čez dan. Če se pojavijo po noči, rečemo temu nočno potenje. To so običajno 1 do 2 minuti vročinski oblivi v zgornjem delu telesa, čemu sledi ponavadi mrazenje oziroma potenje in so posledica tega pomanjkanja estrogena, zaradi česa je ta center za termoregulacijo nekako nepravilno deluje, in pride potem do teh vročinskih oblivov. Kot rečeno, pride tudi do motenj razpoloženja, nespečnost, potem razdražljivost, lahko glavoboli se lahko pojavijo. Tudi zaradi pomanjkanja estrogenov se lahko pojavijo razbijanje srca, palpitacije. To se pravi ti občutki, da pride do zastoja, da se srce ustavi in potem začne naenkrat razbijati. To se ponavadi dogaja pogosteje po noči. Tukaj je potrebno razčistiti, ali je morda to posledica obolenja ščitnice. Naredi se tudi EKG, da se izključi, da ni dejansko, da ne gre za kako fizično pravo aritmijo. In v tem primeru tudi ta hormonska terapija, ki jo lahko ob teh težavah priporočamo, zelo pomaga. V tem obdobju tudi naraste telesna teža. Povzroči lahko kar veliko, ne samo fizičnih, tudi čustvenih tegob. Zakaj se v tem obdobju poveča telesna teža? Ja, povečanje telesne teže je kar izrazito. V povprečju se med 20 in 40 letom starosti ženska zredi za 10 kilogramov. Nekatere več, nekatere manj. Tako da manj se zredijo tisti, ki so dejansko skozi telesno dejavne, ki imajo tudi bolj urejen prehranski režim. Tako da če tega ne uredimo nekje do 40 leta starosti, se lahko vsi te nepravilnosti začnejo potem kopičiti, ni nobenih, kako bi rekla, nekih, telo nič več ne oprosti. In sicer prva stvar je, da pride tukaj do pomanjkanja estrogenih hormonov in progesterona. Že samo izguba progesterona zmanjša bazalni metabolizem za 250 kilokalorij. Tako da je že samo iz tega vidika zmanjšana potreba in je potrebno tudi nekako manj pojesti. Potem se zaradi starosti in tudi stresa, ki ga morda prinese nespečnost, poveča kortizol. Kortizol deluje tako, da kopiči maščobe, kopiči zaloge kot stresni hormon. Tako da je tukaj zelo pomembno potem tudi to odpravljanje stresa, da se znamo umiriti. Potem prihaja seveda tudi v zvezi s kortizolom in pomanjkanjem estrogena in relativno prevlado moških spolnih hormonov do tako imenovane inzulinske rezistence oziroma povečane odpornosti tkiv na inzulin. Vloga inzulina v telesu je ta, da ko nekaj pojemo, recimo potem ta glukoza v krvi sproži izločanje inzulina iz trebušne slinavke, ki to glukozo transportira v mišice, da lahko to porabimo, kar je odveč gre za kratkotrajno skladiščenje v jetra, in preostalo pa v maščevje. Oziroma inzulin preprečuje razgradnjo maščevja. Inzulin naredi vse, da telo skladišči, uporabi in skladišči to energijo. Pri povečana inzulinska rezistenca pa pomeni, da se tkiva potrebujejo več inzulina, da spustijo glukozo v tkivo. In to se potem regulira tako, da se izloča več inzulina. V skrajni fazi se potem trebušna slinavka lahko izčrpa in imamo pomanjkanje inzulina in sladkorno bolezen. Ampak ta visok inzulin v krvi, ki je lahko tukaj posledica samo hormonskih sprememb, povzroča lakoto, preprečuje razgradnjo maščob, uporabo maščob in tako se v bistvu pride do tega
začaranega kroga pridobivanja telesne teže. Tako da inzulinsko rezistenco lahko zmanjšamo z zdravim življenjskim slogom. Gibanje, recimo, po jedi, tudi pomaga, oziroma vsakodnevna telesna dejavnost zmanjša to odpornost in potem tudi zmanjša inzulinsko koncentracijo inzulina in tudi to hlepenje po sladkarijah, to je povezano z inzulinom. In ta inzulinska odpornost je povezana tudi s kopičenjem maščevja. To se pravi, več, ko imamo maščevja, večjo inzulinska odpornost. Tako da je en tak res začaran krog. Ja, res je. In pomembna je seveda tudi sprememba prehranjevalnih navad. Najbolje je seveda uravnotežena prehrana z dovolj vlaknin, kompleksnimi ogljikovimi hidrati, potrebni so tudi beljakovine, zaradi tega, ker se zaradi starosti zmanjšuje tudi mišična masa. In več, ko imamo mišične mase, lažje hujšamo. In potrebno je potem to prehrano oziroma živila razdeliti na več obrokov čez dan. Najboljše na 5 obrokov na vsake 3 ure. In v teh primerih potem ni nihanja inzulina. Ni lakote, ni kopičenja. Če pa gremo si vmes recimo stradanje, da jemo samo 2-krat na dan, je potem ob tistem velikem obroku velik skok inzulina, ki bo naredil vse za to, da mi kopičimo, skladiščimo energijo, kopičimo maščevje. V vmesnem času, v času stradanja pa gre telo v sistem varčevanja z energijo. Tako je. Tako da včasih je težko razumeti, da bi res 5-krat na dan lahko pomagalo, ampak jaz res svetujem v teh primerih s telesno težo pametno poiskati pomoč kvalificiranega prehranskega svetovalca in dejansko slediti s tem navodilom o zdravi prehrani. In si dejansko dati priložnost, zaupati strokovnjakom in si potem tudi dati priložnost. Kdaj se zdravniki odločite, da pri perimenopavzi date kakšne hormonske nadomestke, oziroma katere naravna sredstva so tista, ki mogoče v začetku lahko ublažijo te prve tegobe? Ja, glede samih naravnih pripravkov, kot recimo rastlinski pripravki, so popularni recimo sojini pripravki. Za sojine pripravke je znano, da belci, recimo ali pa evropska populacija, nimamo takega človeškega mikrobioma, ki bi sojo lahko pretvoril v učinkovino Equol, kar imajo Aziati. Tako da v bistvu soja je učinkovita na Daljnem vzhodu, ne pa v Evropi. Tako da je v tem primeru ni za našo populacijo učinkovita. Potem je bila zelo popularna je še grozdnata svetilka oziroma Cimicifuga racemosa. To je rastlinski hormon, ki je pri blagih simptomih lahko učinkovit. Se sicer vprašanja pojavljajo glede možnih okvar jeter. Tako da moramo vedeti, da tudi naravna zdravila, samo da je naravno, to ne pomeni, da je niso brez tveganja. Da ni, in so tudi hormoni, tako da to so rastlinski hormoni. V zadnjem času je veliko pozornosti požel tudi pripravki iz hmelja, ki delujejo na te estrogenske receptore, ampak še ni jasno, koliko teh učinkovin je varno in kakve so dolgo. Ne govoriva o pivu, seveda. Še dodatno, da se malo sprostijo. Tako da je, ampak je zelo učinkovita, ampak dolgoročna varnost pa v tem smislu pripravki kot zdravljenje pa še so še raziskave v teku. Druga stvar so potem, kar se medicine tiče, če so simptomi zmerno do hudo izraženi, je smiselno uvesti hormonsko zdravljenje. Tako da z naše strani ni nobene potrebe po drugih naravnih pripravkih.
Namreč imamo na voljo telesu identične hormone, tako estrogene, ki jih apliciramo ali preko kože, to je zdaj prva izbira, ali tudi v obliki tablet, to dajemo običajno pri mlajših ženskah, recimo s prezgodnjo menopavzo pred 40 letom starosti, ko mora biti dolgotrajna terapija vse do pričakovanega starosti ob menstruaciji, in tudi v lokalni obliki samo za zdravljenje težav z urogenitalnim sistemom. Na drugi strani moramo pri ženskah, ki imajo maternico, dodajati tudi progestogene hormone, to se pravi hormone podobne progesteronu. Tukaj imamo na voljo telesu identičen progesteron, ki se ga daje pri menopavzi peroralno, to se pravi kot tabletka, ki se popije zvečer pred spanjem. Zaradi tega, ker ta progesteron potem v jetrih se pretvori v učinkovine, ki delujejo na možgane pomirjevalno. Tako kot recimo druga pomirjevala kot zdravila, je dejansko tudi progesteron izjemno učinkovit, pomemben za zaščito maternične sluznice, da ne pride do prekomerne zadebelitve in v končni fazi recimo do raka maternične sluznice, in za obvladovanje vročinskih oblivov ponoči in nespečnosti. Koliko tveganja nosijo teh hormoni, ki jih uživajo ženske, pri katerih se odločite, da jim boste pomagali? Ja, v bistvu raziskave kažejo, da pri teh ženskah zdravih, pri katerih oziroma upoštevamo kontraindikacije, samo imanje hormonske terapije zavre spremembe na žilah, predvsem aterosklerozo, manje srčno-žilnih dogodkov, kot so možganske kapi, srčne kapi, tako da je umrljivost zaradi teh srčno-žilnih dogodkov za 50% manjša v primerjavi z ženskami, ki ne jemljajo hormonske terapije. Umrljivost zaradi vseh vzrokov skupaj pa je za 30% manjša. Tako da v bistvu stranski učinek hormonske terapije je boljše zdravstveno stanje. Seveda to ni indikacija, da bi mi zdaj vsaki ženski predpisovali hormonsko terapijo. Zakaj se ženske bojijo jemati hormone? Ja, to je ena taka zgodovina zanimiva. Okrog leta 2000 je bilo objavljeno nekaj raziskav, ki je dokazalo večje tveganje za srčno-žilne bolezni in za raka dojke, ki pa so seveda takrat, pred letom 2000 je bila hormonska terapija kar popularna, ugotavljajo se tudi ugodne učinke na srčno-žilne bolezni, tako da se je začela predpisovati tudi recimo ženskam po srčnem infarktu kot sekundarna preventiva. No, te nove raziskave so tem pokazale, da je vseeno to tvegano, in pa tudi, da so se pojavljale še druge pogostejši zapleti, in zaradi tega je potem upadlo zanimanje za hormonsko terapijo za naslednjih 10 let. V teh 10 letih so pa naredili dodatne analize teh raziskav in še druge raziskave, kjer so ugotovili, da te tveganja odpadejo, če ženska začne jemati zdravila v prvih 10 letih po menopavzi oziroma do 60 let starosti. Ker v teh študijah so bile tudi recimo pacientke, kjer so jim uvedli hormonsko terapijo recimo pri 70. letu. Takrat so pa že žile tako spremenjene, da je v bistvu dodajanje hormonov nevarno. Namreč v prvih 10 letih je še dovolj lahko preventivno delujejo estrogeni, če pa ateroskleroza napreduje, se naredijo v žilah že plaki na stenah, in če mi potem kasneje uvedemo estrogene, ti estrogeni nekako potegnejo vodo v te plake in ti plaki se povečajo in potem se žile zamršijo. Tako da tu je z dokazi oziroma z raziskavami dokazano, da je varno, če to uvedemo do 60. leta starosti oziroma v prvih 10 letih po menopavzi. Ko sem bila mlajša, sem poslušala sosede, ko so se pogovarjali, da imajo valonge, se pravi vročinske oblive. Že takrat sem zaznala, da gre za neko skrivnostno stvar, ki se jim dogaja. Koliko smo družbeni mediji kot taki, javnost kot taka sprejeli obdobje perimenopavze in menopavzo kot nekaj, kar se dogaja, o čemer ni treba molčati?
Ja, jaz bi rekla, da zdaj v zadnjih letih se informiranost povečuje, tako v medijih, a ne, kot se pridobiva tudi veliko znanja na področju medicine. Ravno tukaj je zelo pomembno, da imamo te mednarodne smernice, ki temeljijo na dokazih in nam seveda olajšajo svetovanje, in te nove raziskave, ki so pokazale koristi hormonske terapije, so v bistvu ta odnos, ne, do menopavze nekako obrnile. Če je bil prej prisoten strah pred hormonsko terapijo in češ se nimamo kaj ponuditi, ne, je zdaj popolnoma drugače. Za zadnjih 10 let imamo na voljo telesu identične hormone, zdravila, preizkušena glede varnosti in učinkovitosti, z jasnimi stališči glede določenih stanj, kdaj lahko to predpišemo, kdaj ne smemo predpisati in kaj lahko predpišemo ženske, ki recimo ne smejo imati hormonske terapije, ne. Tudi na tem področju imamo alternative, kot so recimo antidepresivi, a ne, ki so zelo pomembni tudi za vazomotorične simptome. In je zelo pomembno, da jih imamo, ne, tako da ni prav, da se jih nekako slabšalno govori o teh zdravilih, ker res lahko rešujejo marsikatero situacijo in so ženske zelo hvaležne v takih primerih, a ne, da imajo zdravilo, ki jim pomaga potem odpraviti vazomotorične simptome in tudi nespečnost. In potem imamo še neka novejša zdravila, ki delujejo direktno na center za termoregulacijo in zmanjšajo te vazomotorične simptome. Tako da imamo danes zdravila, s katerimi lahko zdravimo. V tem obdobju se za ženske spremenijo tudi stvari na področju spolnega življenja, pa tudi na področju uroloških težav. Kako jim lahko pomagate, kako tudi prepoznajo, da je prišlo tudi zaradi hormonskih nihanj, sprememb do tovrstnih težav? Ja, ženskam so ponudili v tem času tako imenovani genitourinarni sindrom v menopavzi. To je bilo pred časom uveden, ta sindrom, kjer zajema spremembe na genitalijah, a ne, potem sečilih in tudi v spolnosti. No, in takrat je bila zanimiva razlaga, ne, z teh strokovnjakov. So rekli, če imajo moški v tem obdobju svoj sindrom, to se pravi, to je erektilna disfunkcija, lahko imajo tudi ženske svoj sindrom, genitourinarni sindrom. Tako da je tudi tukaj eno tako detabuiziranje tega področja, ne. V sami nožnici zaradi pomanjkanja hormonov se lahko stanjša nožnica, sluznica postane bolj občutljiva, s pekočimi bolečinami, srbečico, ob spolnih odnosih lahko pride do poškodb te sluznice z krvavitvami, kar seveda vpliva neposredno na spolnost, ker so spolni odnosi boleči. Tudi prekrvavitev nožnice je manjša oziroma medeničnega dna, tako da ta pomanjkanje vodijo potem tudi do zmanjšanja spolne želje in jih lahko s hormonsko terapijo se lahko stanje zelo popravi. Na drugi strani imamo sečila. Pomanjkanje hormonov potem tudi stanjša sluznico na sečilih, ki postane bolj občutljiva. Že samo občutek mokrenja, ne, ima ženska občutek neprestanega tiščanja na vodo, ali se po noči zbuja, ker mora iti na vodo, ali ima pogosta vnetja sečil. In to se začne pojavljati potem bolj v obdobju po menopavzi. Lahko 5, lahko 10, lahko 15 let po menopavzi ali še kasneje. Tako da to je eno tako zelo pomembno področje, ki je morda kdaj pa kdaj tudi spregledano. Predvsem zdaj raziskave kažejo, da lahko mi z lokalno hormonsko terapijo zelo ublažimo te simptome. Dajejo se estrogeni najpogosteje v obliki tablet, lahko pa tudi v obliki kreme. Sprva 2 do 3 tedna vsak dan, nato pa za vzdrževanje 2 do 3 krat na teden. In to je lahko doživljenjska terapija, ki izjemno izboljša to stanje. Recimo ženske, ki so prej hodile 3-krat na noč na vodo, zdaj mirno spijo. In pomembno je to, da se to lahko pojavlja pri starejših
ženskah, ki ne hodijo več k ginekologu, ne. Stare so 65, 75 let. In zato je pomembno to, da poznamo tako ginekologi, tudi družinska medicina, da lahko te zdravila tudi takrat uvedemo, imajo bistveno manj kontraindikacij kot druge oblike, ne, ki jih dajemo za zdravljenje vazomotoričnih simptomov. In najnovejše raziskave kažejo, da zmanjšajo tudi umrljivost žensk. Namreč, če imamo mi tako občutljiva sečila, vemo, da imajo starejše ženske pogosto vnetja sečil. In to lahko pride do vnetja ledvic in sepse in seveda tudi do neželenih posledic. Tako da v tem smislu imamo še kar nekaj za narediti v smislu osveščanja in izboljšanja dostopnosti teh zdravil, tako strani ginekologov oziroma v sodelovanju z družinskimi zdravniki. Torej vidiva, da pomoč obstaja, treba je torej do svojega ginekologa mu povedati, kakšne težave imaš. Potem je pa na drugi strani je pa ta čustvena podpora za ženske, ki gremo skozi to obdobje. Zelo dobro je, da imamo doma podporo, da imamo tudi, kar smo že prej omenili, v družbi podporo, da vendarle se nam dogajajo velike reči. Se kar lahko bistveno spremenimo, telo se nam spremeni. Kje dobiti to čustveno podporo, če imaš smolo, da je doma nimaš? Ja, zelo priporočljiv je pogovor s prijateljicama, ne. V prvi vrsti oziroma bi rekla tudi z ginekologom, ne. Oziroma, če lahko ženska pridobi zdaj z večjim osveščanjem informacije tudi o medijih, o teh simptomih, a ne. In jaz bi priporočala, da se dejansko o tem začne pogovarjati z ginekologom še pred nastopom resnih težav, ne. Tako da na nek način odpre pot za takrat, ko bojo nastopile težave, da boste imela že to predebatirano, da ve, kaj lahko pričakuje. Tako da je ta nasvet, strokovni nasvet zelo pomemben, a ne. Dobro je pa seveda tudi se pogovarjati s kolegicami, prijateljicami, da se nekako opozorimo na te različne simptome in da jih znamo povezati tudi z menopavzo. Ali imamo ženske različno močne simptome pri perimenopavzi in tudi kasneje menopavzi? Lahko gre ena ženska dokaj blago skozi sam proces, nekatera pa izjemno burno, in od česa je to odvisno? Ja, nekako se ocenjuje, da je 1/3 žensk ima hujše simptome, 1/4 zmerne, tako da nekje polovica bi lahko posegla, vsaj 1/4 do 1/3 po hormonski terapiji, če ne več, a ne. Tako da, ja, odvisno je zdaj seveda, kako, v kakšnem stanju pridemo v to obdobje pred menopavzo, ne. Če je to stanje izčrpanosti, se že zaradi drugih obveznosti so lahko potem te težave večje. Se pravi, da ni nujno torej, da bomo najhujšo varianto dobili. Ne, to sploh ne, tako da absolutno kakšen strah, zastraševanje ni na mestu, a ne. Vse tele informacije je potrebno vzeti pač kot informiranost, da znamo vprašati oziroma da znamo tudi prepoznati, pa tudi morda povedati, a ne, ginekologu, če nas ne vpraša o teh simptomih, da smo toliko osveščeni, da znamo tudi opozoriti na simptome. Kaj bi vi svetovali ženskam, ki so pred tem obdobjem, tik preden se zgodi ali pa ravno vstopajo v to obdobje, kako naj se tega obdobja v življenju lotijo, da bodo vseeno imele še vedno kvalitetno življenje, da se bodo dobro počutile? Kakšen bi bil vaš nasvet? Ja, zagotovo zdrav življenjski slog, a ne. Opustitev kajenja, zmanjšati porabo alkohola, potem higiena spanja, naučiti se iti pravočasno spat, brez drugih motilcev, a ne. Potem pravilna prehrana, tako da to se splača že v 30 letih naučiti. Potem redna telesna dejavnost. Tukaj se svetuje ta običajna priporočila, 150 minut zmerne telesne dejavnosti ali več, to se pravi 5-krat na teden po 30 minut sprehoda. To je v bistvu za tisto osnovno aktivnost, potem je pa potrebno še predvsem v
tem predmenopavznem in pomenopavznem obdobju uvesti tudi vadbo z utežmi. Kajti s tem se preprečuje oziroma zmanjša razvoj osteoporoze. To je pa ena kronična bolezen, ki je definitivno premalo prepoznana, a ne? In je povezana z zlomi, tudi majhnih kosti, recimo ženska stara 50 let, pade in si zlomi zapestje, tu že kar nekako smatramo, da spada ta zlom k njenemu življenju, ne? Ampak za tem zlomom je zelo pogosto osteoporoza, tako da vse te zlomi bi morali evalvirati, potem iti tudi na preiskavo, ali za tem stoji osteoporoza. In 80% osteoporoz ni diagnosticiranih. Zaradi tega, ker že enostavno, ne? Ženska je padla, sej čisto normalno, da ima zlomljeno zapestje ali da se stopalnice v nogi zlomijo, ne? Tako da z menopavzo pa se lahko te spremembe v kosti še pospešijo. Tako da nekatere ženske, ki imajo družinsko obremenjenost, so lahko še bolj obremenjene, tako da tudi v tem pogledu je morda pametno narediti tudi preiskave glede kostne mase in nekako videti, kje smo, ker lahko hormonsko terapijo uvedemo tudi za preprečevanje osteoporoze pri ženskah, ki imajo zmanjšano kostno gostoto. Najlepša hvala. Hvala tudi za predlog nove teme. O osteoporozi bomo gotovo prihodnje govorili. Hvala, ostanite dobro. Hvala vam. Perimenopavza ni konec ženskosti, je prehod. Čas, ko telo zahteva več pozornosti, miru in nežnosti. Pazite na svoje zdravje in nasvidenje.